Eno kratko izjavo o teh motorjih, recimo 14 novih vozil ste predstavili danes oziroma dali v predajo. Kaj bi o tem povedali? Ja, mislim, da je to tista kvota motorjev, ki bo sedaj nekako pokrila potrebe, ki jih v tem trenutku slovenska policija ima. Motorji so zmogljivi, zmorejo in pri veliki hitrosti zmorejo varno vožnjo, seveda ob izkušenih motoristih, ki jih imamo v slovenski policiji, in zagotavljali bodo predvsem prometno varnost v Sloveniji. Seveda tudi pri drugih področjih dela se bodo lahko udeleževali, vendar je prvotni namen njihovega dela zagotavljanje varnosti na slovenskih cestah. Z takšnimi motorji, z takšnimi zmogljivosti bomo seveda lažje ukrepali tudi na avtocestnem križu, ki bo v veliki meri že letos tudi dograjen, in seveda na regionalnih cestah, kjer seveda imajo ljudje bistveno bolj zmogljive avtomobile, kot so jih imeli v preteklosti, tudi motorje, in z temi motorji bomo lahko temeljito opravljali svoje delo in na tak način prispevali tudi k varnosti. Mogoče je pomembno tudi to, kar sem dejal na začetku. V zadnjih 8 letih je slovenska policija kupila 120 novih motorjev za svoje delo, tako da je praktično obnovila vozni park, če tako rečem, s tem, da smo v zadnjih 3 letih od tega kupili 85 novih motorjev, se pravi nekaj čez 70% voznega parka slovenske policije na kolesih, motornih kolesih smo obnovili v zadnjih 3 letih z racionalnejšim delom, z racionalnejšo porabo na nekaterih drugih področjih, tako da bi zagotovili čim boljšo prometno varnost. Kako bo z izobraževanjem policistov za te motorje? Ja, mogoče lahko namestnik kaj več o tem reče. Ja, vsi policisti, prometniki, ki upravljajo delo na motornih kolesih, morajo preden začnejo upravljati naloge v sezoni, upravljati preizkus, ki zahteva več spretnosti, in v bistvu, če tega preizkusa ne upraviš, potem na motor ne smeš. Ker policisti so izpostavljeni dejansko zelo nevarnim situacijam v prometu, morajo posredovati, morajo znati hitro odreagirati, poleg tega morajo, ne vem, usmerjati promet med vožnjo in vse ostalo, ker ni običajno za normalno vožnjo motorja, tako da se zahteva nekaj več spretnosti kot pa za druge policiste. Drugače pa seveda tudi tako, da imamo v policijskih vrstah inštruktorja varne vožnje, ki za policisti dela, imajo posebna usposabljanja, treninge varne vožnje. Imamo tudi razvite tekmovanja znotraj policijskih enot v spretnostni vožnji, ki jih vsako leto organiziramo. To je posebej zanimivo in posebej napeto ozračje takrat, ko tekmujejo in seveda pokažejo to splošno znanje uporabe motorjev na izredno visokem nivoju. Tudi oprema, ki jo policisti imajo trenutno in jo uporabljajo, se pravi kombinezone, so sodobni kombinezoni, sodobni materiali. Mogoče tako na prvi pogled zgleda, da so premalo zaščiteni, vendar imajo znotraj vgrajene vse zaščitne elemente, od želve, tako imenovane želve za hrbet, kot tudi druge ščitnike za ramena, komolce, tako da so policisti, mislim, da tudi sami dobro zaščiteni pri delu, ki ga upravljajo. Koliko polet boste imeli čas za izpit? Ja, to pa, ne, letos niti slučajno.